Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. En lep dober dan, dobrodošli na novinarski konferenci po posvetu parlamentarnih strank o spremembi volilnega sistema z uveljavitvijo preferenčnega glasu. Po vsaki izjavi je možno eno vprašanje. Novinarje prosimo, da se ob vprašanju predstavite in navedete medij. K izjavi vabim gospoda Mateja Vatovca iz stranke Levica. Najlepša hvala, lep pozdrav vsem. V Levici je stališče glede sprememb volilnega sistema enako že vsa leta in precej jasno, predvsem po odločbi Ustavnega sodišča podpiramo uvedbo preferenčnega glasu, s tem tudi ukinitve volilnih okrajev in na tak način verjamemo, da bi se uresničilo tisto, kar je bilo ključna ugotovitev Ustavnega sodišča, se pravi, da morajo v naši državi, v našem volilnem sistemu imeti volivke in volivci odločujoč vpliv na to, koga izvolijo. Iz tega vidika mislim, da je bil današnji posvet neka začetna točka, na podlagi katere se lahko nadalje pogovarjamo. Tisto, kar je ključno, je, da so volivke in volivci na posvetovalnem referendumu, ki je imel relativno visoko udeležbo z prepričljivo večino, pritrdili temu, da si želijo takšen volilni sistem. Tako da mislim, da je tisto, kar smo že obravnavali v Državnem zboru v preteklih letih, dobra osnova, dober začetek, se pravi ukinitev krajev, uvedba relativnega preferenčnega glasu, podobno kot to že uporabljamo Slovenke in Slovenci na evropskih volitvah, tako da smo se dogovorili, da bomo v naslednjih mesecih skušali v usklajevanjih pripeljati ta postopek do neke točke, kjer bomo seveda dobili dvotretjinsko večino, ki je potrebna za spremembo volilne zakonodaje. Sara Torek, Televizija Slovenija. Zanima me, ukinitev volilnih okrajev, za koliko volilnih enot se boste zavzemali in hkrati glede relativnega preferenčnega glasu. Ustavni pravniki pravijo, da tak preferenčni glas ne bi zagotavljal odločilnega vpliva. Se ne bojite, da bi ta glas potem padel na Ustavnem sodišču? Zdaj, kar se tiče volilnih enot, je stvar odprta. V Levici smo odprti na pogovore o tem, da bi se tudi spreminjalo število volilnih okrajev, se jih mora biti tudi njihovo število povečalo, če bi to pomagalo k temu, da pridemo do potrebnih 2/3 glasov. Po eni strani pa je tudi zelo smiselno v smislu, da bi se zagotavljala večja raznolikost kandidatov in kandidatov v smislu geografske razdeljenosti. Kar se tiče relativnega preferenčnega glasu, jaz mislim, da ga je potrebno gledati tudi z ostalimi vidiki, se pravi tudi z pragom upoštevanja preferenčnega glasu, in če damo relativno, mislim, sorazmerno nizek prag ob relativnem glasu, mislim, da bi, glede na to, da ga ljudje s pridom upoštevajo, če je obvezen ali ne, da bi nekako zadostili temu, da bi ta preferenčni glas, tudi če relativen, bil odločujoč. Lara Draškovič, STA. Zdaj me zanima, ali ste tudi glede uvedbe preferenčnega glasu usklajeni znotraj koalicije in kakšne signale ste dobili iz opozicije, kje boste iskali tiste glasove za potrebno dvotretjinsko večino, ste dobili morda tu že kakšen signal z NSI-ja, vemo, da ste ne računali predvsem na njihovo podporo. Tle stvar je precej jasna. Koalicija ima to v koalicijski pogodbi, tako da tle ni nobene dileme. Vemo, da Slovenska demokratska stranka temu nasprotuje in zagovarja neko obliko večinskega sistema, tako da ja, tisti ključni sogovornik v tem procesu bo Nova Slovenija. Luka Mlakar, pa lahko rečete po današnjem sestanku, vidite možnost za to, da v parlamentu vendarle pride do dvotretjinske večine za uveljavitev teh sprememb? Zdi se, da opozicija uvedbi relativnega prednostnega glasu ali pa prednostnega glasu kakršnekoli druge obliki ni naklonjena, sploh pa ne ukinitvi volilnih okrajev. Jaz sem razumel Novo Slovenijo popolnoma drugače, tako da verjamem, da če bo iskrena in odprta volja pri vseh, da lahko pridemo do 60 glasov. Hvala. 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 K izjavi vabim gospoda Damjana Zrima iz poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Hvala, lep pozdrav. Tudi Socialni demokrati bomo sledili volji ljudstva in bomo podprli relativni preferenčni glas, sicer neobvezni, torej gremo v smeri volje ljudstva,
Dogovorili smo še, da bi upoštevali tudi katere predloge, ki so že bili do zdaj večkrat omenjeni oziroma poskušali so jih implementirati v prejšnjih sestavah državnega zbora. Torej nam je pomembna tudi domicilnost, zadrga in podobno. In to so naše izhodišča. Zdaj, kot veste, si koalicija ima omejeno število glasov in še vedno so mogoče kateri poslanci, ki ne bodo upoštevali te volje. Zdaj vse je torej na Novi Sloveniji, katera bo tukaj nek odločilni faktor in danes je bilo tudi slišati, da strmijo k temu, da bi mogoče vseeno lahko prišli do dogovora, seveda z povečanjem volilnih enot, torej iz sedanjih 8 na 18, ampak tu spet politična volja in upamo, da bomo v jeseni dobili končni dogovor ali bomo lahko s procesom sploh nadaljevali in to je ključno, da ne zaidemo v slepo ulico, kjer več ni poti nazaj. Barbara Eržen Delo, ste se tudi dogovorili, kdaj je zadnji presečni datum, ko boste šli v kakršenkoli predlog njegovo vlaganje v državni zbor? In ali vas je mogoče razumeti, da ste se v poslanski skupini SD poenotili in ste zdaj vsi soglasni za preferenčni glas? Zdaj, danes smo dogovorili, da do jeseni se morajo v opoziciji, vsaj v delu opozicije, razjasniti, ali smo pripravljeni sodelovati, torej ali imamo glasove Nove Slovenije. Vkolikor ne dvomim, da se bo sploh proces nadaljeval, kajti vkolikor nimaš 60 glasov, je nesmiselno nadaljevati. V poslanski skupini Socialnih demokratov smo podprli izhodišča, katera so bila dana danes na mizo in tam se bomo pogovarjali naprej. Sicer smo pa res naklonjeni mogoče povečanju števila volilnih enot. Če bi bila izhodišča vložena v državni zbor, bi tak predlog podprli? To je pa odvisno od predloga, ki je bil vložen, sam s tem nimam težav. Hvala. Hvala. Nadaljujemo s predsednikom stranke SDS, gospodom Janezom Janšo. Gospod Janša, izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj, ta država ima toliko problemov, mi pa se spet ukvarjamo s spremembo volilnega sistema in to na slabše. Zdaj, po današnjem sestanku lahko rečemo, da skoraj zagotovo iz tega ne bo nič. Bolje je bilo, da se vlada in vladna koalicija loti reševanja perečih problemov. Zdaj, ukinitev volilnih okrajev v državi, katere je eden od glavnih problemov, je pretirana centralizacija, je močan korak v napačno smer. Že skoraj 30 letja se razpravlja o tem, ali se v Slovenijo uvedejo pokrajine, kar je ustavna obveza, pa jih še vedno nimamo. Zdaj bi se ukinjali še volilni okraji, kar seveda pomeni, da bi se, če bi do tega prišlo, hvala Bogu, mislim, da ne bo, da bi se razvojne razlike v Sloveniji še povečevale. Hkrati bi se pa seveda tudi drastično še naprej povečala razlika med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Že zdaj imate volilno udeležbo recimo v 3. volilni enoti z Ljubljano, ki je za 15-20% večja kot v 8. volilni enoti, hkrati je recimo kupna moč v 8. volilni enoti na severovzhodu države za praktično polovico manjša od Ljubljane. In če se ta centralizacija, ko se praktično moč odločanja in denar steka zgolj v eno središče ali pa še potem v nekaj regionalnih središč, poveča, bo Slovenija še bolj v hrbet gledala države, pred katerimi smo bili recimo pred 20 leti bistveno spredaj, pa zdaj, ko smo pač pod enakimi pogoji znotraj Evropske unije, pa nas prehitevajo. Prosim. Barbara Eržen Delo, bi bili pripravljeni mogoče premisliti vnovič v svojih stališčih, če bi število volilnih enot povečali recimo na 11 ali pa 22, kot so predlagali ustavni pravniki takrat v času procesa, kot ga je vodil predsednik Republike Borut Pahor. Zdaj, danes se je govorilo nekaj o tem, da bi bilo mogoče povečati število volilnih enot na 18, pa tudi povečati število poslancev, ker se matematika ne izide.
Jaz mislim, da v slovenski javnosti ni nobene podpore za to, da se poveča število poslancev, hkrati pa tudi zdaj takšno povečanje volilnih enot pač ne predstavlja rešitve, ne vem. To bi potem pomenilo, da je v eni volilni enoti 100.000 volivcev, zdaj kam boste dali Koroško, kam boste dali Belo krajino, kam boste dali številne subregije, ki že zdaj razvojno zaostajajo za centrom države. Tako ali drugače bo potem, če bi ukinili volilne okraje, koncentracija glasov šla v mesta, ker je koncentracija prebivalcev, tam bi bili poslanci in polovica Slovenije bi ostalo brez glasov v državnem zboru. Zdaj, volja ljudstva na posvetovalnem referendumu, katerega izid sicer ni zavezujoč, je bila jasna. Velika večina volivcev je za uvedbo preferenčnega glasu. Vas to ne vodi k nekemu razmisleku, k neki umilitvi stališča vaše stranke do uvedbe preferenčnega glasu? Glejte, nasprotno, zdaj ta želja ljudi, odkar se je rodila civilizacija, da čim bolj neposredno volijo ali pa odločajo o tistem, ki jih bo potem zastopal, ne, je stara stoletja ali pa tisočletja. V recimo temu moderni dobi se da tej želji približati izključno z dvokrožnim večinskim volilnim sistemom, kjer enako število volivcev izvoli enako število poslancev, kjer v določenem okraju lahko vsak kandidira, ni treba, da ga predlaga politična stranka in tisti, ki dobi absolutno večino glasov, v drugem krogu je izvoljen. Na ta način potem ljudje res odločajo o tem, kdo jih bo zastopal. In tako imenovana moč strankokracije se s tem tudi bistveno omeji. V parlament pa dobite ljudi, ki imajo dejansko večinsko podporo v svojem okolju, pa cela država je enako zastopana. Zdaj, tak volilni sistem je bil potrjen leta 1996 na zakonodajnem, se pravi na obveznem referendumu, vendar ga je ravno strankokracija zaobšla za spremembo ustave in ta volja še vedno ni uveljavljena. In zakonodajni referendum z obveznim izidom, ki je bil takrat po ustavi za zakonodajalca, je dejansko izražena ljudska volja, ki je morala biti spoštovana. Posvetovalni referendum, ker ljudi vprašaš, ali ste za to, da pač vas glas bolj neposredno odloča, glejte, je zame glas za dvokrožni večinski volilni sistem, ker z uvedbo preferenc ti lahko izbiraš, bom rekel, zgolj znotraj liste ene stranke. V dvokrožnem večinskem volilnem sistemu pa lahko izbiraš med vsemi kandidati, ki kandidirajo v tistem volilnem okraju, ne glede na to, ali jih predlagajo volivci, stranka ali se sami kandidirajo. Tako da pač tisti, ki se zdaj sklicuje na posvetovalni referendum, pa niso bili za to, da se spoštuje volja ljudi na obveznem zakonodajnem referendumu, pač govorijo fraze. Hvala lepa. Hitro. Sara Dvorjak, Televizija Slovenija. Na drugi aktualni temi imamo vprašanje. Danes ste vložili na Ustavno sodišče zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o priznanju Palestine. Pričakujete, da bo Ustavno sodišče pritrdilo vašim dvomom? In druga stvar, napovedali ste včeraj ponovno interpelacijo zoper ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Mislite, da bo tokrat izid drugačen kot pri prvi interpelaciji? Hvala. Glede interpelacije mislim, da do nje ne bo prišlo, ker če bo vladna koalicija toliko nora, da bo ministrica po vsem tem, kar je zdaj pač kristalno jasno in uradno ugotovljeno, še vedno branila, potem mislim, da so, kar se tiče nekega nivoja političnega razumevanja situacije, še nižje, kot so mislili doslej. Zdaj, kar se tiče Ustavnega sodišča, Ustavno sodišče bi moralo zato, ker ne gre za pobudo, gre za zahtevo, ki jo je podpisalo 30 oziroma več poslancev, o tej zahtevi odločati v 30 dneh. In pričakujemo, da se bo to zgodilo. Tukaj ne gre zgolj za vsebino, se pravi za priznanje nečesa, kar ne obstaja, ampak gre tudi za vprašanje samega postopka, ker je bil kršen je bil poslovnik, ki se sprejema z dvotretjinsko večino v državnem zboru, ki je mala ustava slovenskega parlamenta. In nobena odločitev, ki je sprejeta v takem postopku, pa tudi če bi se mi vsebinsko z njo strinjali, ni legitimna. Tako da Ustavno sodišče bo tukaj v bistvu odločalo o tem,
ali lahko neka vladna večina z navadno večino glasov krši pravila, ki so sprejeta z dvotretjinsko večino. Zato v bistvu gre pri tej ustavni presoji. Hvala lepa. Hvala. Nadaljujemo s poslansko skupino NSi. Izjavo bo podal gospod Janez Cigler Kralj. Izvolite. Hvala lepa, dober dan vsem. Današnji posvet je prinesel en prvi krog informacij o tem, kakšen volilni sistem bi si želeli oziroma kako zagotoviti odločilni vpliv volivk in volivcev na sestavo parlamenta. Nova Slovenija predloga, ki je bil priložen vabilu na ta sestanek, ne podpira. Torej samo zgolj ukinitve volilnih okrajev na obstoječo število volilnih enot ne podpiramo iz dveh razlogov, ker bi prineslo centralizacijo in nikakor ne bi omogočilo odločilnega vpliva volivca na sestavo parlamenta. Smo pa predstavili torej svoj predlog, ki nekako to dvoje, ta dva pogoja uveljavlja. In sicer bi približali volivkam in volivcem odločanje na način, da bi povečali število volilnih enot iz sedanjih 8 na 18, kar bi pomenilo ena volilna enota na približno 95,000 volivk in volivcev. Iz vsake teh 18 volilnih enot pa bi se volilo 5 poslank oziroma poslancev v državni zbor. Ta sprememba bi seveda zahtevala tudi spremembo ustave in povečanje števila poslank in poslancev za 2, torej 90 plus 2. Sedaj imamo 88 plus 2. Ampak ker bi s tem bistveno približali odločanje in vpliv volivk in volivcev ljudem, se nam zdi, da je to zelo mala cena ali pa zelo majhen pogoj za to, da vsi skupaj dosežemo skupen cilj. Večji ali pa odločilni vpliv volivk in volivcev pa seveda bi zagotovili z absolutnim prednostnim glasom, ki bi moral biti pač omogočen v tem volilnem zakonu. Zdaj, dogovorili smo se, da nekje do sredine septembra izčistimo svoje predloge, pogledamo, o čem smo se pripravljeni pogovarjati in potem se skupaj odločimo vse politične stranke, parlamentarne politične stranke, ali gremo v proces torej priprave volilne zakonodaje v to smer.